Hvala lepa za povabilo. Čestitka organizatorjem pod vodstvom dr. Bojana Balkovca in vseh, ki so prispevali tukaj tudi v Kočevju k temu. Poseben pozdrav Lenartu Žavbiju, poslancu Državnega zbora. Jaz bi si predstavljal, tako bi rekel, pošteno je od njega, da je prišel sem, zavzemal se za to, da bi tukaj zasedal danes Državni zbor. Pa je pošteno, da je on sam prišel, mora bi pa biti poslancu tukaj toliko, da bi morali iti v drugo dvorano, takšno je moje mnenje. Zdaj pa, če preberem to, ker je neka zasnova tistega pisnega prispevka, ki ga bom naknadno pripravil za zbornik. Kočevski zbor je bil edinstven in veličasten dogodek, pa tudi visoko tvegan, če upoštevamo, da je potekal na osvobojenem ozemlju v času divjanja krvave svetovne vojne. Ocena o tveganosti ni pretirana, vsaj po mojem mnenju, saj je bilo volitve od poslancev težko skrivati, ena sama nacistična bomba pa bi obglavila narodno-osvobodilno gibanje. V katerem jeziku bi tukaj le danes govorili, najbrž nima smisla, da razpravljamo, ampak Slovenija ne bi bila takšna tudi po obsegu in sicer kot je danes. Udeleženci Kočevskega zbora, bilo jih je nad 600, so se zavedali njegovega zgodovinskega pomena za ustanovitev in razvoj slovenske državnosti. Skratka, to ni nekaj, kar smo se naknadno odločili pa poudarjali pomen Kočevskega zbora za osamosvojitev, ampak je bilo zelo jasno že vsem udeležencem. Citiram sklep, ki je najbolj pogosto citiran: kot prvi svobodno izbrani od poslanci, izbrani sredi najhujšega boja za narodni obstanek, izpovedujemo v imenu vsega borečega se ljudstva, da je slovenski narod danes končno veljavno stopil v krog suverenih narodov. Konec citata. Izrazili so pričakovanje, vsaj tako jaz to razumem, da bo slovenski narod tudi v okviru Jugoslovanske federacije samostojno odločal o lastni usodi. Kočevski zbor si zasluži, da se nanj spomnimo vsakokrat, ko preberemo misel iz preambule k temeljni ustavni listini, ki veste, nekakšen uvod tudi v našo veljavno ustavo iz leta 1991, ki pravi, da je bila Slovenija država že po doslej veljavni ustavni ureditvi, ki se je v času zasedanja zbora šele rojevala. In rojevala se je po korakih, kot se za Federacijo svobodnih narodov spodobi. To je zelo poudaril tudi nedavno preminuli profesor Ivan Kristan. Najprej izvolitev delegacije za drugo zasedanje AVNO-ja in pozneje potrditev njenega delovanja. Zdi pa se, da so od poslanci Kočevskega zbora bili pričakovali, da bo položaj Slovenije v novi federativni Jugoslaviji boljši, kot je potem v resnici bil. V pisnem delu bom poskušal pokazati ali zagovarjati tezo, da je reforma Jugoslovanske federacije, ki je potekala tam od 70 let dalje, pravzaprav vračanje k originalnim izročilom tudi k Kočevskemu zboru, ne pa poskus razbijanja države, kot je to razumel Milošević. Seveda je mogoče opaziti odstopanja od tistega, kar danes pojmujemo kot demokratične parlamentarne volitve. Mislim na to, da ni šlo za prave volitve, na katerih bi se odvijal boj med kandidati različnih političnih formacij, temveč bolj za manifestacijo, ki krepi legitimnost slovenskega narodno-osvobodilnega gibanja in njegovega vodstva. Šlo je za veličastno demonstracijo podpore, ki jo je uživalo v času neposredno po kapitulaciji Italije. V tovarnah, na terenu in bataljonih je pogosto šlo za volitve na javnih zborovanjih in za aklamacijo. Pri tem je bila poudarjena odločilna vloga Osvobodilne fronte, namerno pa bolj prikrita vodilna vloga komunistov njihove stranke, o čemer smo zdaj poslušali v zvezi z Dolomitsko izjavo. Poleg takšnega pomena zbora sta po mojem mnenju pomembni in aktualni uvedba ženske volilne pravice in znižanje starostne meje za pridobitev volilne pravice. Dosedanja pravna ureditev je poznala žensko volilno pravico, to se pravi dotedanja je poznala žensko volilno pravico samo kot mrtvo črko v ustavi, misli na določbo Vidovdanske ustave,
da volilno pravico žensk ureja zakon, ki pa do konca Kraljevine Jugoslavije ni bil sprejet. Primer lahko primerjamo z usodo pokrajin iz današnje slovenske ustave, ki že od leta 2006 čakajo na junaka, ki si jih bo drznil ustanoviti, torej pokrajine. V nekaterih predelih so ženske pred odposlanci za Kočevski zbor volile člane terenskih odborov Osvobodilne fronte. Zgodovinskega pomena uveljavitve ženske volilne pravice ne more zasenčiti dejstvo, da je bil delež izvoljenih žensk le okoli 10%. Saj se je to zgodilo v razmerah, za katere je moški monopol tradicionalno močan, mislim na področje politike in še zlasti vojne, in v času, ko je bila protifašistična ženska zveza, takrat AFŽ, še v nastajanju, pa tudi ženskih kvot in zadrg, ki poznamo danes, takrat ni bilo. Ženske so bile uspešnejše na lokalni ravni kot na višjih ravneh. V izvršilnih organih na nacionalni ravni so bili skoraj izključno moški. O tem ni treba kakšnih posebnih dokazov, ker je prejšnji referat to natančno pokazal. Niti na enem posnetku se ni pokazala niti ena ženska. Primerjava teh podatkov z današnjim deležem žensk med občinskimi svetniki in župani pokaže, da se ni veliko spremenilo v 80-ih letih. Župan je v Sloveniji ta trenutek 26 v 212 občinah, od tega je ena Ptuj, ki je mestna občina, kar je 13,7%, delež žensk med občinskimi svetniki pa je 5%. Se pravi, nižji, kot je bil v terenskih odborih Osvobodilne fronte v času Kočevskega zbora. Žensk je bilo takrat in je danes premalo, da bi se na lokalni ravni uveljavil ženski povezovalni pristop v politiki. Na državni ravni so dosežki bistveno večji, saj lahko danes opazujemo pravi karneval predsednic, poslank, ministric, ki jih stranke vsak dan težje prepričajo, da naj ena drugi mečejo polena pod noge. Glede mladih je pred drugo svetovno vojno veljala določba o 21 letih, ko meji za dosego polnoletnosti in pridobitev volilne pravice. Pri volitvah Kočevskega zbora je bila starostna meja za pridobitev volilne pravice spuščena na 17, pozneje 18 let. Ta meja pa ni veljala za mlade borce, mladoletnike s puško v roki, kot pozneje ni veljala za mlade pri volitvah delavskih svetov, se pravi za samoupravljavce v podjetjih. Tako velik zgodovinski preskok, kot je bil narejen v času Kočevskega zbora, občutimo, kako velik je ta zgodovinski preskok, občutim zadnjih 30 let, ko se neuspešno zavzemam za znižanje starostne meje na 16 let. Čeprav je Slovenija med 5 najbolj starimi državami na svetu, mislim na poprečno starost prebivalcev, noče z znižanjem starostne meje spodbuditi v mladih večji interes za aktivno državljanstvo, zato da bodo, če uporabim Cankarjevo terminologijo iz dokumentov Kočevskega zbora, sami odločali o svoji usodi. Zadnja anketa javnega mnenja, ki sem jo videl, pravi, da je kar 61% anketiranih proti znižanju, 33% pa za znižanje starostne meje. Starejši si monopola vladanja ne pustijo vzeti, ker so prepričani, da sami bolje vedo, kaj je prav za mlade generacije. Ne zmenijo se za opozorila z posveta spreminjanja ustave. Ustavni sodnik, predsednik ustavnega sodišča, dr. Matej Accetto in študent Timotej Klinc sta govorila o tem. Poudarjena sta, da ni sprejemljivo, če prejšnje generacije odločajo in zavezujejo prihajajoče generacije glede ključnih dilem prihodnosti, zlasti takšnih, ki ogrožajo obstoj človeštva. Nasprotnikom znižanja starostne meje zastavljam vprašanje, kakšni so bili pri 18 letih slovenski mladeniči pred desetletji in česa postajajo sposobne mlade generacije v času interneta in vzpona umetne inteligence. Na srečo so bili odposlanci slovenskega naroda na Kočevskem zboru pogumnejši pri sprejemanju odločitev usodnih za prihodnost. Bili so na ravni zgodovinskih izzivov svojega časa in so bolj zaupali borcem in aktivistom, ne glede na njihovo starost in spol.
Naj se ob koncu zahvalim še Tjaši Jazbinšek za pomoč pri iskanju literature, ki jo bom obsežnejše citiral v pisnem referatu. Hvala lepa.